Lepo pozdravljeni tudi v moje imene. Lepo je biti ponovno v domu Božjem. Pri nas v cerkvi imamo zdaj te dni kar takšne aktivne dni. Včeraj smo imeli, zdaj tako povem, 1,5 gostovanja. Eno smo spevali do konca, drugo se je pa začalo. Ne, tako malo po heci povem, pa vsi znamo, ko mislim. In lepo je to. Lepo je to, da se mladi odločajo za skupno življenje in pri tem želejo tudi Božji blagoslov in resen. V sredo sem že pravo, da se naj molimo za Benjamina, za Urško. Za nas kot cerkev je to naša dolžnost. In tudi sem pravo, da se naj molimo tudi za Gregora in pa Triso, ki sta na pol ženjeneva. In da res sem Gospod leko v njivajno življenje proslavljenem. Da sem razmišljal, ko bi za danes nagučil. Sem se pripravljal za nadaljevanje pridige. V bistvu štero je pastor imel 2 nedele nazaj o molitve Oče naš in kot osnovo sem gledal iz 1. Korinčanom 14:15 naprej. Dečki, oprostite, ko sem najprej vrstice. Kaj bom torej storil? Molil bom v duhu, molil tudi z umom, prepeval bom v duhu, a prepeval tudi z umom. Kaj ti, če moliš zahvalno molitev v duhu, kako bo mogel človek, ki stoji na mestu neopoučenega na tvoje zahvaljevanje reči amen, ko pa ne ve, kaj govoriš? Res, da se ti lepo zahvaljuješ, a drugega to ne izgrajuje. Hvala Bogu, bolj kakor vi vsi govorim za darom jezikov, toda v cerkvi raje povem 5 besed s svojim umom, da bi poučil tudi druge, kakor pa na 1000 besed z darom jezika. In da sem se začel pripraviti na to tematiko, sem mislil, v sredo sem govoril tudi o molitvi, tistih par, ki nas je tu bilo, in sem se odločil, da bom molitev, ki sem jo v sredo imel tu, skoraj da danes ponovil, ker je kot ena osnova za nadaljne in naslednjič mogoče le potem o molitvi, štero sem zdaj prešto, ki je opisana v Korinčanom 14. In sicer, če se spomnite, je pastor začel govoriti o prvih 2 vrsticah molitve Oče naš, na pamet gočin, in jaz bi rad tisto poglavje v Luki 11 začel od začetka. In sicer to tako piše. Nekoč je na Luka 11. 1 naprej. Nekoč je na nekem kraju molil, ko je nehal, mu je eden izmed njegovih učencev dejal: Gospod, nauči nas moliti. To bi mogla biti prošnja vseh nas. Kakor je tudi Janez naučil svoje učence. Rekel je: kadar molite, recite: Oče, posvečeno bodi tvoje ime, pridi tvoje kraljestvo, naš vsakdanji kruh nam daj in od dne do dne in odpusti nam naše grehe, saj tudi mi odpuščamo vsakomur, ki nam je dolžan, in ne vpelji nas v skušnjavo. In rekel je: kdor izmed vas, ki ima prijatelja, bo prišel o polnoči k njemu in mu rekel: prijatelj, posodi mi 3 hlebe kruha, kajti k meni je s potovanja prišel prijatelj in nimam s čim postreči, in mu bo on iznotraj odgovoril: ne nadleguj me, vrata so že zaprta in moji otroci z menoj v posteli, ne morem vstati in ti dati. Povem vam, če ne bo vstal in mu dal zato, ker je njegov prijatelj, bo zaradi njegove nadležnosti vstal in mu dal, kolikor potrebuje. Tudi jaz vam pravim, prosite in vam bo dano, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo, kajti vsakdor prosi, prejme, in kdor išče, najde, in kdor trka, se mu bo odprlo.
Ali med vami oče, ki bo dal svojemu sinu kačo, če ga prosi za ribo, ali mu bo dal škorpiona, če ga prosi za jajce. Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajte svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški oče dal svetega duha tistim, ki ga prosijo. Kot pravim, par stvari sem že vsej o tem pravil, ampak za nas je zelo pomembno, da znamo in prihajamo pred očeta za to vprošnjo. Ko so učenci prišli, Jezus nauči nas moliti. To je zelo pomembna in dobra vprošnja. In znate, tudi če celo življenje prihajaš v cerkev, tudi če celo življenje moliš, če znaš zelo dolgo in lepo formulirati tvoje besede, vseeno se daj povčiti od Gospoda. Gospod nauči, kako se naj molim. In kako je Jezus učil učencem moliti? Ne bi ga zdaj se dotikal besede ali molitve Oče naš, ker predvidevam, da je pastor to nadaljeval, to tematiko, ampak najprej je učence včil za svojim zgledom. Tu smo v začetku šteli, ko je nekje molil. In kot zgleda so ga učenci opazovali, poslušali. Ne vemo, ampak vidimo, da je Jezus molil. In pridejo k njemu pa pravijo, Jezus, nauči nas moliti. Nauči nas, kako to ide, bi mi pravili. Ko mora napraviti, kako moramo moliti. In to je prvi način, kako je Jezus učil svoje učence, z samim svojim zgledom. Potem druga stvar, štero jim je dal, je bila ta vzorčna molitev, Oče nas, ki se ne mu dotikali, in kot tretje, dal jim je prispodobe, spet, vedno znova. Dal jim je en nauk o molitvi, šterega so leko razmislili. Jezus uči o molitvi na način, ki povzroča eno zavipanje v Jezuše, da molijo. Jezus je svojim učencem šel povedati, da molite, bojte prepričane, kad toliko molite, tudi dobite. Ali kada molite uslišano. Na tej način. To je en odnos srca in to je najbolj pomembna stvar pri molitvi. In zelo dosta krat se mi sami zalotimo pri tem, da določene molitve formuliramo ali molimo iz navade, dosta krat se ne zavedamo, punimo svoje stavke, da bi naj duže trajalo, ampak pomembno je tu vsebina. Kogeščen v eno zavipanje. Gospod, toliko te prosim, verujem, da boš mi ti tudi dal. Je bolje pomembno, kot pa kraj, če doma moliš na samon, če moliš v cerkvi, javno, kakorkoli. Ali kjerkoli imaš ti svoje mesto za molitev. Pomembno je, na kakšen način. In tu v tom tretjem delu, šterega Jezus opisuje, bi se ga se rad v to koncentriral. Najprej uči o prijatelje, šterega prosi nekaj. Kot drugo, potem uči o besedi uslišanja, kako se molitev prije do uslišanja, in kot tretje uči o sine, šter je prosil svojega očeta. In idemo najprej na to sredino. Tu piše, prosite in da vam dano. To je zelo enostavno. Iščite in te našli. Trkajte in da se bo odprlo. Kajti vsak, kdor prosi, prejme, in kdor išče, najde, in kdor trka, se bo odprlo. In tu pa vidimo spet tri trditve. Tri trditve, ki so kot zapovede. Išči, prosi, trkaj. Če ti te stvari ne boš napravil, potem ne pričakuj, da boš kaj od Gospoda dobil. Ne pričakuj, da se ti vrata, ki se ti zdijo zaprta, odprla. Ne pričakuj, da boš našel nekaj, če ne iščeš. Spomnimo se tiste žene, ki je izgubila drahmo. Znamo toga se z tabora spomnim, ko so nam slikovito prikazali, da so imeli
tistem času takšne cekinčke obešene ženske gor. In to je bila sramota, če je ženska to ne pazila, če je ne to negovala. In tu piše, da je izgubila eno drahmo in ko je napravila? Celo kućo na glavo obrnula. Vse je prečistila, vse je spucala, da bi našla, koma se je to skotalilo, ki je izgubila. In da jo je našla, je bila vesela, je bila radosna. Iščite in te našli. Vidimo, da je vedno v Božje besede ena zapoved vezana na obljubo. In to sta dva osnovnega stebra, na šterih more sloniti naše življenje. Mi moramo moliti, moramo klicati Božje ime, če to čutimo, če to potrebo imamo ali ne. Boga ne smemo omalovažiti, ali da bi ga napravili za maloga, ker je to nepomembno. Mi se moramo zavedati, da je Bog kot stvarnik vesolja, kot moj osebni stvarnik, kot moj osebni odrešenik, ne tako odvisen od mene, kot sem jaz odvisen od njega. Ampak on se bolje želi mojo pozornost, kot dostakrat je njegovo. Razumete to definicijo? Mi smo od njega odvisni, zelo odvisni. Ampak in on se kljub vsemu temi bolje želi tvojo pozornost, kot pa ti dostakrat njegovo. Martin Luther je enkrat tako pravil, Boga moramo iskati in se njim moliti, se njimi zahvaljevati vedno, ne samo v potrebi. Što ne moli, što nema enega osnovnega molitvenega življenja in kakorkoli to izgleda v tvojem življenju, nikogar ne obsojam. Ampak kdor nema enega osnovnega molitvenega življenja oziroma odnosa z živim Bogom, s tem žali Boga. Huda beseda mogoče. In zanemarja Boga. Jezus nam je dal te zapovedi, znate zakaj? Ne zato, da bi nam naše življenje obremenil, da bi nam dal neke naloge, ne. Ampak zato, da nam želi pomagati skozi naše življenje. Kada meni leže, kada meni Bog še. In to vidimo zelo jasno iz obljub. Da štejte Biblija, pazite, ko vse je Bog obečal svojim narodi, ki da njemi služijo. Mi Boga leko prosimo dobre stvari. In leko smo prepričani, kaj naš Oče v nebesih, tisti, ki molitev čuje, in da nam tudi dobre stvari dal. In kako ljubeče povabilo je to od nebeškega Boga, v bistvu, kakšen privilegij imamo. Kad smo si to sploh ne zaslužili, da se leko z našim očkojom, aba oče pomeni pomanjševalno, z našim ljubečim očkojom pogovarjamo. In zdaj pojdemo k tema dvema drugima primera, k tomu je okvire, te dve prilike. Najprej je tu je moški, štere pozno zvečer dobil obisk, prišel k njim en prijatelj in bilo mi je zelo nerodno, ker nikam jim ne dal ponuditi. Zato je šel k sozdega prebudu, ki njim je tu bil prijatelj, in ga prosil za 3 hlebce kruha, pa pravi, na voljo obisk sem dal, bo nima nikaj gorđati na 100. Včasih, malo vadim, došto k nam pride, doj ven, imaš kaj kruja pa šunke ger, kar nema nikaj doma. Poznamo to situacijo, čisto življenjska situacija je. In tu vidimo, da je te človek prišel k njemu in v tistem času je to še huje bilo. Ne je bila v gostilni, pelem ga v gostilno, Franc je zadnjič pravo, ko je imel eno zadrego, mislim, ko si mi ti učil to, ko si dal obiske, pa si ščoviti v gostilno gej z njimi, pa je vse zaprej to bilo. Ne, Damir mi je učil, sjanta se pa prevečujem. Je dal obiske, pa idejo od gostilne do gostilne, pa ni da ne je bilo gestije za dobiti, ko se posedi, vse zaprej to že gej. V tom času, to smo si prelej ne mogli predstavljati. Ampak v tistem času niti toga ne je bilo toliko. Ne je bilo 24 v trgovini, ne je bilo tankštelj, ko maleko idemo sesko, pa se nabavimo.
Ampak je bilo tu takrat to povezano, smo jim mogoče to odprli poznamo, da je še tega več bilo, te medsebojne pomoči. Ampak znate, v tistem času je bilo gostoljubje nekaj svetega. In povsem naravno je bilo, da nekako pride k von, tudi če je bil neznanec, da se jim postreže, da se jim da nekaj gor na sto. In ljudje so bili na tem povezani. Jezus je tej primer, šterega so učenci v tistem času razumeli. Uporabo, da jim je pravo, glej, bilo kdo prideš k svojimi prijatelji, k očetu nebeškome, z bilo kakšno vprošnjo. Nikdar jim ne boš tečen. Tu štejemo, da je tej prijatelj bil v posteli za svojo vdecov. In v tistem času bi to bilo nepredstavljivo, kad bi se zdrav, ja že spim, pusti me na mere, idi pa k drugom nekako mi ne. Ampak je čisto normalno bilo to. Ko je šel, prosil, ofesto na gor, je dobo. Zato, ker je kasneje tudi znal, da če da umnico kaj, da se isto nazaj zgodilo. To so te prijateljski odnose. In ko se navčimo od tega, Bog je naš prijatelj. Na njega se lahko vsesko zanesemo, na njega se lahko vsesko obrnemo s vsemi potrebami, s vsemi težavami, tudi polnoči, kot v tom primeru. Mi smo lahko prepričani, da on čuje in on pomaga. In po Jezusi Kristu se lahko imamo tesen odnos zaupanja z Bogom in nepomogoče in nepredstavljivo bi bilo, kad bi nam odgovoril, da pusti me na mere, ker jaz nemam časa, jutro znova pride. Ne, on čuje in pomaga. In v toj drugi prilike, štari sin prosi očev za hrano, kako vsakdanji kruh je ločen. Še imate ribo ali džojce, tu piše. In to ste dve osnovni živili, tudi v tistem času bili. In Jezus tu spet postavil točno vprašanje, da so vsi razumeli, ali je mogoče, kad bi oče svojimi sini namesto hrane dal nekaj slabega. Ali je mogoče, kad bi dal nekaj škodljivega ali celo nevarnega. In štiri kole izmed vas, ki je oče, što bi to napravil svoji deci? In celo to pravi, vi, ki ste hudobne, pa znate delati dobro, dajete dobre. Kako bole, naš nebeški oče, ki je dober, sveti, zvest in pravičen, ne bi dal von to, koga vi prosite. Nemogoče, nepredstavljivo. On daje vsakome dobro, tisto, koga prosimo, v veri in zavipanju. In tu ta prilika spet guči o tom odnosi. Bog je naš oče. Po Jezusi Kristusu smo mi njegovi dragi, ljubljeni otroci. Zato lahko pred njega prihajamo v zavipanju, z vprašanjem. In tu pa moramo biti pozorni tudi na tej položaj, da ne tu izražena ta prijateljska vez, ampak da tu Bog uporablja, ali Jezus uporablja prispodobo očeta in sina. Prositi moramo v ponižnosti, s strahu spoštovanjem, za enim otroškim zavipanjem. Ne pa kot otroci. Včasih deca znajo tako prositi, znate, se doj svadijo, se doj vdarijo, grdo gledajo, če ne dobijo toliko obeščeli, dokaj ne dosegnejo toliko ščejo. Ne takšen način. Ampak Bog ne ščeka mi od njega nekaj izsiljujemo, ampak ga enostavno prosimo za enim otroškim zavipanjem, v zavedanje, moj oče mene ljubi in da je meni dal dobro to, koga jaz nucam. In koga naj prosimo? Dobre in potrebne stvari. Na vse zadnje, tej sin ga je ne prosil, kot ga je znal, nikšega konja, avtoja, sredil sem uporabo PlayStation 5 primer. Ne,
On ga je prosil vsakdanji kruh. Nekaj nujnega za preživetje. In to je Jezus molil to tudi v molitvi, je uporabljal to besedo, naš vsakdanji kruh nam daj gnes. To, ko je potrebno za preživetje, ne neki presežek, ne neko razkošje. In zdaj, da se vrnem k molitvi Oče naš, osupljivo je, da je samo ena prošnja v molitvi Oče naš, usmerjanja na naše vsakodnevne potrebe. Vseh ostalih 6 prošenj, ki so tu izražene o tem drugačka gučale, guči o potrebah za naše Božje kraljestvo, da to tako imenujem. Za kruh življenja, ne za telesni kruh. Jezus štereščej nasiditi tebe in te krepiti, da boš imel večno življenje. In tu opažamo, da so prošnje za kruh življenja najpomembnejše, ali bolje pomembne, kot pa za vsakdanji kruh. Najprej bi mogli iskati Božje kraljestvo, kot piše Matej 6:33, in potem iskati najprej Božje kraljestvo in potem vse ostalo. V bistvu tako piše, da je vse ostalo nam navrženo. In zato je Jezus v svoji molitveno lekcijo zavestno zaključil za to obljubov. Koliko bolje, da bom dal Oče, štere v nebesih, Svetega Duha, šterega vi prosite. Stokor odvisno je, dragi moje, ko prosimo, ko ščemo dobiti. In zato prihajamo pred našega Gospoda z enim takšnim otroškim zaupanjem. In zdaj, da to tako poslušamo, se nam dostakrat postavlja vprašanje, štero dostakrat niti ne izpovejmo o lekciji molitve, ampak je zelo pomembno, pereče in potrebno vprašanje. Zakaj, če je vse to tok, pa se meni določene molitve ne uresničijo? Zakaj določenih prošenj, ki jih prosim za od Gospoda, pa so dobre, ne dobim? Molitve so včasih ne tako odgovorjene. Tudi apostol Pavel je molil za svoje ozdravljenje in se je to ne zgodilo in to je spremljalo celo življenje. In na koncu, če vam povem to čisto iskreno, nemam pametnega odgovora. Ne vem, nega formule, prepričan pa sam. Kljub teme pitanje, moramo mi ohranjati to eno otroško zavipanje v našega nebeškega Očeta. In enostavno se moramo postopoma navčiti in razumeti, zakaj je to tako. Zakaj Bog včasih preizkuša našo potrpežljivost. Zakaj včasih ne usliši naše molitve ali pa jih usliši čez dolgo časa. Dolgo nazaj sem poslušal, Stevo je bil tu pa je govoril o tem, Abraham imel obečanje za sina, koliko let je minilo, ko se je to zgodilo. Leko bi obupal, ampak ne, vztrajal je, držal se je obljube. Zakaj Bog včasih odgovori na naše prošnje na presenetljivo drugačen način, kot smo pa ga mi prosili ali pa mi pričakovali? Zakaj se včasih nekatere domnevno dobre zadeve pravzaprav ne izpolnijo oziroma kasneje opazimo, da je bile škodljive za nas ali pa dobimo nekaj drugačnega, kot smo pa mi prosili, ker je naš Gospod znal, da je tisto bilo boljše. In zakaj Bog vseh prošenj ne more hkrati izpolniti? Sredo sem brata Viktora pa mene primerzil za molitev, pa sem tako pravil, brat Viktor, doma moli, naj dež spadne, ko malo groček suje, ali pa njivo, ko pšenica pride, ne? Jaz pa molim, ko naj sonce sije, ko mu piknik mele. Kako stoj, naj se Gospod odloči.
In te, če je sonce sijalo, bi rekel, Viktor bil razočaran, ker njegova molitev ne bila uresničena, ali pa bi ga bil razočaran, če bi dešal, ko smo ne piknika mogli izvesti. To je takšen banalni primer. Ampak dostakrat se znajdemo v takšnih situacijah, da enostavno moramo Gospodi prepustiti. In znati Gospod, tudi če stvari ne razumem, tudi če je ne se to zgodilo, kako sem te prosil, vse eno tebi zavipam, ker znam, da ti imaš načrt. Toda s takšnimi vprašanji se dostakrat niti ne smemo prevečkrat obremenjevati, ampak enostavno moramo naprej, veselo, za zavipanjem prihajati pred Gospoda v molitvaj, v prošnjaj, iskate, trkate. In Gospodi povedati, Gospod, nucam te. In dostakrat tudi, to nam je težko. Se spomnite molitev, ki so se nam v preteklosti že uresničile. In v zahvale, v zavipanje priti pred Gospoda, Gospod, hvala te za tiste stvari, tudi če zdaj ne vidim rezultata svojih molitev, tiščen zavipate, Gospod. In dostakrat se spomnimo stvari, ki so se uresničile. Tudi jaz se dostakrat spominjam stvari, které so na čudežen način se zgodile, da sem jaz molil, da so drugi molili za druge ljudi. In dostakrat, dovolite, ko to povem, Danu pa Miškoja, primer povem, da sta ne mogli deca imeti, se spomnite Osijeka, ne? In sanje sem enkrat to, tudi na enem mladinskem pravu, stoj in gledaj, Bog je mogoče. In dostakrat ne razumemo, ampak njim le povemo, Gospod, hvala ti, da vse eno znam, da imaš ti kontrolo nad vsem dogajanjem. Gre pa ščen tebi zavipati, gre ščen vztrajati pred tebi. Tudi če odločene stvari ne razumem. Primer, Emila gleda molitev za Slavico. Kako dolgo se že molimo in še naprej bomo vztrajali in verjamemo, da Gospod ima načrt. Ne vemo ne vemo kako, ampak enostavno v popolnom zavipanju prihajate pred njega, Gospod, ti se proslavi. Mi bomo še naprej trkali na tvoja vrata. Mi bomo še naprej iskali tvojo voljo, Gospod, in daj, naj se zgodi to, kot ti ščeš. In bolj, ko se zavedamo, ko Bog čuje in izpolnjuje naše molitve, bolje se njimi leko približujemo. In bolje se njimi leko v tem tudi zahvaljujemo. Amen. Gospod, dragi, hvala ti je, da si ti zvesti, da si ti pravičen. In Gospod, dragi, hvala ti, da znamo, da so tvoje obečanja, ki si nam je dal ti, po tvoje besede, Gospod, dragi, resnično in da se izpolnila takrat, ko imaš ti to v načrte. Zato te prosim resnično, daj naj vztrajamo. Gospod, dragi, naj se te držimo in te oklepamo. Gospod, dragi, naj pred tebe prihajamo kot prijatelje in pa tudi kot sinovi in hčere, kot dediči nebeškega kraljestva, pred vsemogočega Boga, kralja nad kralji, vladarja nebe in zemlje. Gospod, dragi, in hvala ti je, da leko mi, tvoje stvarstvo, smo te spoznali in znamo, da si ti naš, moj, živi Gospod. Amen. Amen.